Vizija, ustvarjalnost, etično in trajnostno razmišljanje, motivacija, vztrajnost, vključevanje virov, sodelovanje, izkustveno učenje. Vse to so kompetence Intercom Food okvirja za podjetništvo. Študentje so krepili Intercom kompetence tekom ekipnih priprav na tekmovanje za Ekotrofelija, ozavestili pa so jih na delavnici Intercom Food projekta. Dokazali so, da so pravi podjetniki, saj so že iz svojih lastnih idej ustvarili živilo z dodano vrednostjo. Prisluhnimo njihovim izkušnjam. Vizije oziroma uresničevanje te ideje. Kako speljati v bistvu zadevo od ideje do realnosti. To je en tak pravzaprav zanimiv mislen proces, ki me tudi močno pritegnil k temu tekmovanju. Tekom tekmovanja si je potrebno zamisliti, kakšna je prihodnost in jo tudi zapisati. Potrebno je predvideti razvoj izdelka ter se srečevati s številnimi izzivi ter jih premagovati in tako napredovati. V bistvu že precej časa razmišljam, če bi mogoče se pri magisteriju usmerila v biotehnologijo ali pa zraven še podjetništvo in me je zanimalo, če se vidim tudi v smeri podjetništva. In je Ekotrofelija v bistvu potrdila, da me tudi to precej zanima. Da smo ustvarili dober produkt, smo morali se med sebojno poslušati in sprejemati tudi ideje drugih članic ekipe. Tekom tekmovanja Ekotrofelija sem zelo okrepila kompetence ustvarjalnosti in sicer v samem procesu oblikovanja izdelkov. Ta ustvarjalnost mi je zelo prav prišla, ko sem kombinirala različne sestavine in oblikovala končne okuse izdelka. In s tem se v bistvu krepi ta tvoja kreativnost, s katero tudi lažje prideš do nekega izdelka. Pri Hajdi smo šli v smer razvoja izdelka, pri katerem smo se osredotočili na razvoj, ki bi bil primeren za vegane, tako alergike in tudi, da bi bil trajnosten. Pri embalaži nam je bilo bistveno, da je le-ta biorazgradljiva in je okolju prijazna. Pri našemu izdelku Starter Pack smo etičnost in trajnost najbolj poudarili samo embalažo. Tako smo naredili embalažo, ki je biorazgradljiva v celoti, tako notranji del pakiranja kot zunanji. Lahko recimo tudi uporabite za samo gojenje paradižnikov kot zanimivost. Tekom tekmovanja Ekotrofelija sem veliko naredila tudi na kompetenci motivacije. Motivacija je tekom samega procesa ustvarjanja izdelka bila zelo visoka, na trenutkih pa tudi zelo nizka in takrat mi je zelo prav prišla podpora ekipe. Motivirala nas je želja potem, da ustvarimo inovativen in pa dober produkt. Med razvijanjem našega izdelka smo z ekipo naleteli na kar nekaj manjših in večjih problemov. Za premagovanje le-teh sem motivacijo našla v naši povezanosti in pa v vzdušju, ki smo ga ustvarili. Za izvedbo tako kompleksnega in mogoče na ene trenutke tudi težkega projekta je gotovo potrebna vztrajnost, zato nekako vsi člani ekipe sodelujemo in smo se v bistvu tekom projekta zbližali in ustvarili eno luštno dinamiko in na koncu tudi odličen izdelek. To je v bistvu pomenilo, da smo, ko nismo imeli rešitve, ko nismo vedeli, kaj bomo točno naredili, smo se po 4-5 ur usedli za knjige, za zvezke, za računalnik in res pustili vse drugo delo in delali izključno samo na tem, da to je bilo ključnega pomena. Tekom procesa razvoja izdelka smo analizirali vse potrebne korake za njegovo realizacijo. Poiskali smo vse možne tako surovinske kot tudi človeške vire, ki bi jih lahko v proces vključili. Tekom projekta smo s skupino naleteli na kar nekaj težav, ki smo jih morali svojo iznajdljivost rešiti. Ena od teh je bila na primer stiskanje naših tortilij, pri kateri smo na začetku valjali z navadnim valarom, potem pa zaradi tega smo dobili 20-kilsko stiskalnico, ki jo sicer ne moremo prenašati, nam pa zelo dobro stisne tortilije. Med procesom razvoja inovativnega živila smo ugotovili, da je tukaj vpletenih mnogo faktorjev in mnogo poznanstev ter podjetij, s katerimi smo se povezali in so nam bili pripravljeni takoj pomagati. Ter smo se dogovorili, da bomo
skupaj ustvarili in naprej sodelovali. V bistvu, da 6 mesecev s 3 ljudmi delaš in jih motiviraš in narediš plan, kdo bo naredil kaj, kdaj bo naredil. Poleg tega pa, da si tudi pripravljen ob 11-12 zvečer napisati mail ljudem, kaj morajo narediti in jih res prositi, na lep način seveda, kaj bo naredili. Tako da to je bilo zelo pomembno, da smo mogli velikokrat delati stvari, ki so neprijetne glede dogovarjanja, ki so dostikrat hitro se jih da na stran. Tekom razvoja izdelka smo s kolegi, z ekipo razvili poseben odnos, pri katerem brez problema sodelujemo in uživamo pri tem, kar delamo. Res smo postali prava ekipa in prijatelji. Za kreiranje izdelka in kot vsi vemo, pač je to potrebno ekipno delo, zato smo gotovo pridobili na tem timskem duhu, okrepili svoje sodelovanje z svojimi kolegi, mogoče znižali neke svoje osebne interese in potem okrepili ta ekipni duh. Pri razvoju našega izdelka smo najbolj opazili prednosti sodelovanja ob razvoju embalaže. Tako smo sodelovali s Kemiškim inštitutom in Inštitutom za celulozo in papir. In kot se reče, če hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini. Ekotrofilija me je naučila, da imam dosti realen pogled na svet, medtem ko sta bila sotekmovalca bolj optimistična in smo se dobro ujeli. Naučila sem se tudi, da je treba vsako idejo podvomiti, stopiti malo stran in pogledati z druge perspektive.